What's new? Frfru. Iskreno hotela sem se strišt na paž, ampak sem se zadnji hip nekako premislila. Se mi zdi, da ko imamo enkrat punce ženske dolge lase, se tako rahlo navežemo na to dolžino in to se je zgodilo tudi meni, tako da sem se zelo na hitrco premislila že pri frizerki, tako da sva rekla, da mogoče enkrat drugič paž. Veš, tisto enkrat drugič, tako nikoli. V bistvu bi imela paž, ampak ne vem, če imam trenutno toliko poguma. Kot rečen, ker smo rahlo se atečali na tele dolge laske, ki pa so, by the way, zelo pain in the ass, zaradi tega, ker se mi zdi, da ko imaš enkrat lase sredine hrbta, tako kot je zdaj, je to vzdrževanje in ukvarjanje z njimi, da izpade frizura lepo. It's a process, a ne? Tako da v bistvu me mika paž, ampak hkrati ne, a ne? Tako, ne bi ga imela, ampak iz praktičnih razlogov bi ga pa imela. Me razumete? Girls are still complicated. Ljubčki, dobrodošli v aprilskem vlogu. Februarskega vloga ni bilo, marčevskega vloga ni bilo. Jaz ne vem kdaj, ampak februar in marc sta minila takole hiter. Hčerkica je dopolnila 2 leti. Oh my god, ne vem, kdaj se je to zgodilo. Pač res, tako kot vsi starši pravijo, da se 5-krat obrneš in grejo že v šolo in potem še 5-krat in se odselijo iz stanovanja. Tako nekako občutek, da se je to zgodilo z drugim rojstnim dnevom. Naredila sem ji valjda praznovanje, a ne? Imela je tortico, celo v bistvu posuto z račkami, ker moja hčerka je nora, milo rečeno nora, na račke. Tako da se je tudi rahlo odtrgal, ker je zagledala to svojo tortico za drugi rojstni dan. In ja, fulušno obdobje, vse mi basically že pove in razloži in se sporazumevava k 2 odrasli. Veselim se vseh stvari, ki še pridejo. Veselim se zdaj pomladi in poletja predvsem. Čaka me eden naših največjih projektov, katerega smo se že lotili. In sicer tudi letos bom naredila svoje kopalke. Zbrala sem že material, zbrala sem že barve, tako da ta proces te izbire se je že zgodil. Mislim, da 2-3 dni morajo priti že prvi vzorčki in skratka, tudi letos jih bomo imeli. Šibam, vi uživajte v vlogu, verjetno sem kaj pozabila, ampak se gledamo. Ja, ljubezen. A si rekla, da kupam jajca pa kruh? Jajca pa kruh, ja, pa banane. A krompir imamo zraven zrezkov? Gremo k mami na kosilo danes. Okej. A damo v hladilnik zrezke? Ja, pogledaj v hladilnik. Okej, cool. Eni imajo denar v kriptu, naš denar je pa v racah. Moja hčerkica ima zelo rada račke, to se je list, obožuje račke. Zanjo so račke vse živalce, ki imajo klunček, tako da to ni pingvinček, ampak je račka. To ni flamingo, ampak je račka. Tako da to je njeno kraljestvo. Sigurno se najde še kje kakšna, ampak tako malo za občutek. Kako je bilo danes v vrtcu? A ste se imeli lepo? Ja. Res? Ja. Ste imeli za kosilo makarončke? Ja. Kako ima mama zelo rada makarončke. Ste šli tudi kaj ven? Ja. O, super. Si spančkala? Ja. Pridna. Dobro razgrizi, ja, da se ne zatakne. Ljubezen? Kdo te je rodil? Tata. Kaj? Mama te je rodila! Tata. Tata, ne, mama te je rodila! Ne. Lumpa si! Ne. Lumpa si! Zdaj pa vi meni povejte, če je to fair. Jaz sem se matrala, jaz sem jo najprej nosila 9 mesecev, jaz sem potem rojevala ne vem koliko ur, ampak tata jo je rodil.
8. april, sedim v avtu in razmišljam, če se grem preobleči, ker, let me tell you, 8. april zunaj je 6 stopinj, tale moja tanka jakanca in pa 7 osmin raztrgane džinsike, ni primeren outfit. Ni primeren outfit, plus da sem ravnokar iz bolezni ven. 2 tedna sem krehala in se slabo počutila in vse me je bolelo, tako da resno razmišljam, da bi se šla preobleči. Sam sem lena, se mi ne da. Ura je 10, pobiram Slavko in greva v shopping. Dan se mi je zdel tak idealen dan, ker obviously je še vedno zima, čeprav officially je pomlad, ampak od zunaj je zelo turobno, sonca ni, zelo je hladno in pomembno dejstvo, moj otrok je začel hoditi v vrtec, tako da ima tale mama kar naenkrat ful več časa za stvari, za katere prej nisem imela toliko veliko časa, recimo dopoldansko šopingiranje. Nasplošno sem v bistvu bila zelo zadnje 2 leti, odkar sem rodila, bolj online shopping kind of girl, ampak pa še etno vsake toliko tudi pofirpcati malo po pravih trgovinah, da lahko primaš stvar, jo pogledaš, jo mogoče tudi probaš, če se ti da. Tako da se zelo veselim, da si danes prvoščva en tak čisto prav ženski shopping. Šibamo. Shopping ne vem, če je uspel, ker v bistvu ti si kupila gate, jaz sem pa kupila za svojo hčerkico še eno račko, ker pač obožuje račke, tako da nič kaj zares si nisva prvošle. Bova drugič. Ali pa če greva zdaj na eno tortico. To pa itak. Lej, pa še sonce se je naredil. A vidiš? Ja, to je vse za naja. Ti mene tako razvajaš, da... Kaj si zaslužiš? Ja, že sam... Rečeš ja, zaslužim si. Ker si, bežva. Če bo pritisk prestal. Gospodična, a lahko tukaj še makrončke vzamem? Za sabo bi jih imeli. Koliko imate najmanjše? 3. A lahko 2x po 3 bi imela, 2 malinina makrona pa 1 sahar. A imate kakšne vrečkice ali pa kaj, ki vam za darilo? Super. Kaj pa če dava samo un trak, ko vidim, da imate nek, a ne samo tako trakat, mogoče boljš. Super. Tako, luškana. Ena pozornost, sem rekla, to je pozornost, zato, ker so vsi prijazni, vsi so v redu, niso zoprni. Seveda. Ej, shopping, tortica, sonce se je naredil. Ja, pa še enega za sabo. Pa še takeaway. Makron, ja, če si reka, da ga še nisi probala. Ne, nikoli. Me zanima, če ti bo dober. Dober? To je v redu. Malina? Zelo dober. Nisem vedela, da je toliko mehka zadeva. Taka, ne? Ti, kam pa zdaj? Domov. Sem mislila, da še rekla Hloverju. Na zmenk, k ljubimcu. Ne? Domov, počivati. Ne je bilo slabo, ampak gremo kar domov. Ne je bilo slabo, je rekla. Ti, a sva se mi 2 letos sploh že kaj videle? Ne. Ne, a ne, prvič. Pa srečnega pa zdravega. Jaz sem srečala zadnjič soseda v dvigalu, pa ga vprašam, sosed, že nekaj časa se nisva videla, ne, tako. Pravim, sosed, kako si, a si v redu, tak starejši gospod. Pa prav, slabo. Ja? Je rekel, soseda, jaz imam občutek, ali so vsi okoli mene zreli za umobolenco, ali sem pa jaz tist, ki sem za umobolenco. Nekaj je. Lepo povedal. Pa sem se strinjala z njim, sem rekla, ja, da so taki časi malo. Ja, nič. Taka za zelo mlade, jaz, ko sem. Ja, sej za tebe. Razumela, ja.
Genau. Ja. A ti še gatke pokažem, ali kaj? Gatk pa ne, zaradi tega, ker to pa ni damsko. A veš, gat se pa ne kaže. Boh ne dej. Boh ne dej. Pokaže. Boh ne dej. Kam pa pridemo, če mi še gate pokažeš? Ne, gatke ne. Ne, gatke ne. No. Pa še nekaj. Pa kako si najdla lepo, še črko mojo. Ja, To je pa dolž lahko na sladoled zdajle poleti. Pa ne, pa tudi veš kaj, manj prostora zavzame, če imam dren v torbici znotraj, daš telefon, pa denarnico, pa če debela denarnica, imaš pol. Ja, Zdaj pa, če imam pa tako cort, majhno torbico, moraš imeti tudi. mehno denarnico. Ja. Koliko si nobel. Ja, ok. Kaj naredimo z starimi bananami? Banana bread. Recept sem našla pri eni punci, mislim, da na Instagramu, in od takrat delamo samo to različico. Ne vsebuje nobenega belega cukra, kar je za otroke tudi posebej fajn. Tako da, 3 banane, lahko tudi 3 do 4, 2 jajci, pretlačimo s tem za piri krompir. Ampak še prej bi si lahko jaz spela lase. Much better. Skratka, pretlačam. 100 gramov masla bom dala topiti. Zdaj pa v drugo skledo zmešam suhe sestavine. 200 gramov moke, pecilni prašek, ščep soli, malo cimeta. Mi imamo vsi zelo radi cimet, tako da pri nas malo več cimeta. Premešam toliko, da se vse skupaj poveže in smo že skoraj pri koncu. Zdaj imamo mokro skledo, pa suho skledo. V tole mokro skledo dam približno 2 žlici medu. Ogrejem pečico na 180. Zdaj pa suhe sestavine dodam mokrim in ves čas mešam. In zdaj je trenutek, ko dodam še stopljeno maslo. In pa moj najljubši del, dodam borovnice. Vse skupaj vlijem v pekač s peki papirjem. In ga damo v pečico na 180 stopinj za pol ure in potem še za pol ure pokrit ga z alufolijo. Tako da se peče na koncu 1 uro, pol ure tako in pol ure pokrit. Izredno enostaven, izredno dober, pri nas drži približno dan do 2, odvisno. Tako da full healthy option za snackanje čez dan in ja, kot sem rekla, nobenega belega cukra, we love it. Probite. Ponavadi tudi počakamo, ne, da se ohladi. Ja? Ja. A je dober? Enega ja, po enega. Nič hudega, bova pol umile. A mama, Je dober? a mama. Mama, ja ti zdaj. Bananega kruha je ostalo točno tokle večerje. Ura je 7:50. Delam kokice, otrok spi in z Anžetom si pa privoščila en movie night. Zadnje čase nama ful pašejo stari filmi. Ne zdaj ful stari, ampak tako 90-ta. Gledala sva nazadnje, kaj sva gledala? Gledala sva nazadnje eno akcijo, fantastična akcija, z naslovom The Score, mislim, da je bil The Score, Robert De Niro, in potem sva gledala še enega od Roberta De Nira z naslovom Awakenings. To je drama, taka dolga drama. In ja, na začetku se vse skupaj tako počasi odvija, oziroma cel film je tako počasen, da že malo, ko gledaš ta prvič, ne veš, ali bi sploh nadaljeval, ker je toliko drugač, ampak se definitivno splača nadaljevati, ker
kot pravim, to so filmi z dušo in takih filmov zdaj, novodobnih, je zelo malo. Tako da, kokice and movie night. Čau!